Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o globalnih ozadjih preobrazbe denarnega sistema, kaj vse se dogaja. In te informacije črpam od gospoda po imenu Dave Schmidt, ki je navezal stik z tistimi osebami oziroma organizacijami, ki imajo zelo veliko moč in tudi ogromno sredstev za to, da lahko vplivajo glede dogodkov na tem svetu. Kdo so te osebe? Imenujejo se družina, po angleško family, in so del tako imenovanih zmajevskih družin, torej dragon families. Zmajevske družine imajo svoj sedež na Kitajskem, tam je center njihovega delovanja. Kot pa je povedal Dave Schmidt, niso to samo Kitajci, torej kitajske rodbine, temveč je to skupnost preko 100 različnih rodbin iz celega sveta, tudi iz Evrope. In teh družin je precej in se tudi imenujejo po barvah. In tista družina, ki ima pod sabo upravljanje z denarnimi sredstvi oziroma ogromno zlata, se imenujejo rdeče zmajeve skupine oziroma Red Dragon Family, rdeča zmajevska družina. Od kod njim ogromna količina zlata? To zlato nabirajo oziroma so nabirali že več stoletij oziroma tisočletij, oziroma so ga podedovali od bivših vladarjev na tem svetu, ki segajo daleč nazaj in jih nekateri imenujejo Anunnakiji. Torej, to so določena bitja, nekateri pravijo, da so to iz planeta Nibiru, ki so prišla na Zemljo rudariti zlato. Zlato je sicer primarno v eterični obliki, Zemlja pa zaradi svojega gravitacijskega jedra je imela značilnost, da je to zlato potem kondenziralo v fizično obliko. In zakaj so oni potrebovali to zlato? Predvsem iz praktičnega vzroka, ker naj bi njihov planet se približeval bližje Soncu, kajti vsakih nekaj tisočletij naredi krožnico, elipso, ko se enkrat oddaljuje, enkrat pa približuje Soncu. In menda so imeli težavo, ker so sevanja Sonca začela uničevati njihov planet, njihovo življenje, kot neke vrste ozonske luknje so imeli in so potrebovali zlato, da so ga potem v monoatomski prašni obliki posipali v atmosfero, podobno kot je pri nas na Zemlji sedaj ta scena chemtrailov, kemičnih sledi za letali, ko tudi posuvajo razne stvari. Skratka, ti Anunnaki so pred tisočletji odšli z tega planeta
menda nekateri so ostali tukaj in to zlato, ki je ostalo na zemlji, ne bi ga potem zaupali tem določenim družinam, ki se imenujejo Dragon Families oziroma Red Dragon Families so tista, ki nadzorujejo to zlato. In v različnih državah tega sveta so določene zaloge tega zlata. Največ tam okoli Tajske, torej Filipini in tako naprej. In vrednost tega zlata je taka, da bi glede na potrošnjo globalne družbe trenutno lahko zadovoljili več tisočletij porabe. Torej gre za nepredstavljive količine zlata. Kajti nekaj je količina zlata, ki ga poročajo, o katerem poročajo, ki je del javnega bančnega sistema, ogromno je pa zlata, o katerem se ne poroča, ki je pa skrito. In zakaj zdaj govor o tem zlatu? To zlato naj bi sedaj omogočilo odpravo globalnega ekonomskega suženjstva, kajti vse države imajo dolgove, so zadolžene, je pomanjkanje denarja, je revščina in to je vse umetno povzročeno iz strani določenih bančnih družin, ki hočejo obvladovati in zasužnjiti ta svet. So torej težnje, da bi globalni denarni sistem se resetiral, torej reset globalnih valut, da bi vse valute imele enako ali podobno vrednost, ali celo da bi imeli eno samo valuto na tem svetu, zato da ne bi prišlo do te neenakopravnosti in različnih vrednotenj dela, da bi se vzpostavilo ekonomsko ravnovesje na tem svetu. Ampak trenutno še ni čas, da bi se to doseglo. To zlato naj bi torej uporabili kot kritje za globalne valute. Zlato naj bi imelo svojo vrednost, ker je element, ki ne rjavi, ki ne propada, ki ima specifično vibracijo, ki je največji, najboljši prevodnik energije, tudi elektrike. Pa ne samo to, uporabljali so ga tudi v monoatomski obliki za uživanje, menda so ga vdihovali ali pili, da so določene osebe na ta način povečale svojo sposobnost intelekta, da so postale te osebe bolj sposobne razumevanja. Na vse zadnje pa, če se vprašamo, zakaj potrebujemo, da ima neka valuta kritje v nekih sredstvih, oziroma kaj je sploh tisto, kar naj bi imelo vrednost, zakaj bi naposled še vedno dajali največjo vrednost zlatu, nekemu predmetu, namesto da bi cenili življenje kot najvišjo vrednost na tem svetu. Tukaj je še vedno ta paradigma
pomankanja v ozadju, kljub temu, da ne bi bilo tega zlata dovolj oziroma da ga je možno proizvajati v neomejenih količinah. Skratka, zakaj bi torej potrebovali valute, ki imajo še vedno kritje v zlatu, v nekih fizičnih predmetih? In kako doseči enakovrednost in enakopravnost med vsemi ljudmi, pa tudi med vsemi drugimi živimi bitji, med živalmi in rastlinami? To je še vedno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Danes naj bo to vse za razmislek glede denarja, glede vrednosti, glede vrednot na tem svetu, da bi čim več ljudi se potegnilo v ta proces razmisleka in da bi skupaj lahko čim prej prišli do rešitev, kako lahko sobivamo na tem svetu praktično v izobilju vseh dobrin, ki jih potrebujemo za preživetje, in pa tudi, da osmislimo življenje, da redefiniramo naše poslanstvo in smisel našega bivanja v tej fizični definiciji. Na ta način, da odpravimo medsebojno tekmovanje, sovraštvo, trpljenje, pobijanje in da se lahko začnemo tukaj izražati v miru, na varen način, svobodno, da dosežemo resnično svobodo. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.